Koraki do uspeha. Dober dan in dobrodošli na valovih Radia Robin. Vanja Trkman sem z vami v oddaji, kjer ponovno odpiramo letošnjo temo korakov, seveda podjetništva v umetnosti. In v studiu sta se mi že pridružila današnja gostja, Klemen Brun in Maša Gala. Dober dan, dobrodošla. Dober dan. Ja, kar veliko bi lahko povedali o vaju. Za začetek oddaje, ki jih podpira že 10. leto tudi podjetje Spintek in direktor ter lastnik Goran Miškolin, častni pokrovitelj oddaje, namenjamo razpravi o tem, kako so lahko umetniki tudi podjetniki in prav tema, kot sem že rekla, o kateri bi lahko vidva veliko povedala. Torej, Klemen, Maša, danes sta tukaj ne le kot motorja odmevne mednarodne pobude oziroma festivala Art Circle, ki se letos vrti že 15. leto, pač pa seveda kot v prvi vrsti umetnika, razstavljavca, akademska slikarja, ki poznata, bom rekla, tako umetniški svet, kot tudi ta promocijski prodajni proces, če ga tako poimenujemo. Kako, Klemen, omenili ste mi, umetnik se rodi. Kako pa umetniška žilica izključuje po vaši oceni podjetniški pristop? Nikakor ne, to se vse vedno dopolnjuje. Ne, namreč umetnik kot športnik se rodi seveda, ampak je to le procent, predvidevam, tako se mi zdi meni, ne. Pol je pa veliko dela in vztrajnosti, ne. In del procesa vsakega umetnika je, da na koncu to tudi ljudje vidijo in koncu kupijo. Ker ta del je pomemben zato, da umetnik ima svojo svobodo, ne. Ker le z denarjem se to svobodo da pridobiti. Ne, ali pa kupiti. Umetnik pa seveda mora vztrajati, delati in se na svojih napakah učiti, ne, in na drugih. No, sami ste imeli en tak v tistih letih, ko recimo še racamo okoli svojega doma, eno tako zanimivo izkušnjo, ne, dejansko ste nekaj let prebivali z družino tudi v Kuvajtu, se na to vrnili v Novo Gorico. Kaj vam je ostalo v spominu? Je tudi to vplivalo na vašo umetniško pot? Absolutno, absolutno. To je ta svetovljanstvost, ne, ki se pravi je pomembna, zato ker ti odpre malo pogled na širina kulture. Različne kulture v bistvu vplivajo na to, kako se človek razvija. Ne nazadnje tudi vse, kar počnem in kar sem počel kasneje, je bila vedno veliko tujine, ne, konec koncev Akademija v Benetkah, študij, tako naprej, vse v tujini in tudi vse delovanje, ki je potem nasledilo šolanju, je ostalo v tujini, v veliki meri. Tudi o tem bomo spregovorili še v nadaljevanju. Beseda vam, Maša. Torej, zanimivo mi je bilo, da vključujete poleg slikarstva seveda tudi grafiko, fotografijo, steklene izdelke, razstavljate doma v tujini, aktivni ste v različnih skupinah, pa tudi poslovna pot vam ni tuja. Vam torej podjetništvo v umetnosti ni nek tuj izraz, recimo, kako hodita ta dva pomena z roko v roki pri vas? Ne samo pri meni, mislim, da vsak umetnik je na nek način tudi, ker ve, da ne ustvarja to za hobi, to je vseeno poklic, lahko je seveda tudi poslanstvo in je, ampak je tudi poklic. Tako da na nek način, ko nekaj ustvarimo, iskreno, osebno, želimo, da tudi to najde, ta produkt na nek način, najde svojega kupca, nekoga, ki ga bo osrečeval, nadaljevalo svoje življenje, tako da vsak, ki je že prodal kakšno sliko ali pa kakšno grafiko, fotografijo, stekleni izdelek ali pa izvedel uspešen kulturni dogodek, želi, da ljudje v bistvu pridejo v stik s to njegovo umetnostjo, izrazom, kar je želel povedati in nadaljuje tisti izdelek svoje življenje nekje druge. Tako da in ta del je seveda podjetništvo, ne, prodaja in potem nadaljevanje tega, mogoče tudi stranke, ki se vračajo, odnos z njimi, tako da to je vse sigurno, potem ni več področje umetnosti, tiste strogo gledano umetniškega ustvarjanja v ateljeju, recimo. In tega se da preučiti in naučiti. Bomo tudi na to temo rekli kaj v nadaljevanju. Kje smo vaju zmotili? Kje sta v teh dneh? V razpisih? Ja. Niti ne, sicer je tako obdobje in vedno je, vendar ta trenutek pakirava že konkretno za razstavo, ki bo naslednji teden 22. aprila v Budimpešti v galeriji Bartók 1 in sva se zelo veseliva, ki je ravno rezultat nekih takih mednarodnih sodelovanj s kolegi in sva dobila povabilo in ima v tem posebno nova dela, oba
tako da v bistvu še popisujeva dela, arhivirava, fotografirava, to vse dodatno poleg umetniškega ustvarjanja, ne? Tako da se pripravljava na to pot in pa tudi zaključila se je krasna razstava v Bukarešti, v muzeju romunske literature, kjer sva oba razstavljala ogromno število del, mislim, vsak čez 20-25, tako da v bistvu tudi tja morava še iti, na nek način so tudi odzivi na tiste razstave, tako da imamo neke obveznosti tudi glede tega, ne. S Klemnom Brunom in Mašo Gala klepetamo na temo podjetništva v umetnosti. Pravkar sta me prepričevala, da bi se tudi jaz, ki res ne znam slikati, risati in tako naprej, skratka nimam umetniškega daru, znala oziroma bi se uspela naučiti risati, slikati v določenih mejah. Kako to? Absolutno. To je, ko sem rekel prej, 1% je lahko dar. Nadarjenost. Ja. Ne, drugo je pa samo delo in ustrajnost. In tudi način, kako pristopiš k temu. To ni bav, ne? Ni težko, ni naporno. Je psihološko malo zahtevno, seveda zahteva človeka, da se v to spusti in upa predvsem. Ne? Da ti se moraš upati, ker vse se da tudi popraviti. Ne, tudi jaz sem poučeval, pa tudi Maša je poučevala, ne, tečaji in tako naprej. In vedno sem to slušateljem jaz tumbal, ne, naslikaj, naredi, upaj si. Pridemo nazaj, ni izgubljeno nič, je kvečemu dodano, ker je nek nepričakovan učinek, nek efekt, ki ga nisi pričakoval, se pravi, te pelje na novo pot, te preusmeri v nek končni izdelek, na drugačen način. In tudi to je tista umetnost, ki jo izražajo ljudje. Prišli smo namreč na to temo, ker včasih vidimo umetnika kot nekoga, ki je, tako bom rekla, nekoliko ekscentričen, pa po vajni oceni nekoliko se razhajate tukaj, no sicer, ampak je to predsodek, ali Maša? Ja, načeloma je po mojem mnenju kar veliko predsodkov o umetnikih, kakšen bi mogel biti, ne. Mogoče tudi ena romantična predstava, kakšni so bili, ampak se mi zdi, da umetnik v sodobnem času je pač različen, kot so različni podjetniki, kot so različni ostali poklici, ne. Določeni umetniki delamo, recimo ne želimo, da se recimo, ko se sprehajaš po cesti, jaz osebno ne želim, da nekdo mene že po videzu recimo definira, kaj jaz delam, ne, ali pa jaz sem. Recimo, to je dejansko meni odveč, tudi če pri drugih to vidim. Da niste popackani z barvo, recimo. Ja, recimo, jaz se lahko umijem. Ker recimo, jaz imam tudi svoj šport, recimo, borilni športi, ki zahtevajo visoko stopnjo čistoče in ko vsakem dnevu to menjam, slikarstvo in ta šport, moram pač preklopati med enim in drugim. In disciplina, by the way, ne? Disciplina, recimo, pomaga, potem torej so tudi plusi tega, ne, da delaš več stvari v življenju. Tako da po mojem mnenju si seveda, recimo, moraš biti poklican za to, to te mora veseliti, absolutno. Potem seveda neka mera talenta je zelo potrebna, če ne težko ustrajaš, je pretežko verjetno ustrajati, potem pa vse ostalo, delo, disciplina, potem tudi ti drugi talenti, recimo komunikativnost, znanje tujih jezikov, sposobnost pisati razpise. No pa recimo promocija, ne? Kako si recimo izborite v tej današnji poplavi informacij oziroma vseh dogodkov pravzaprav? Kako si izborite pozornost? Informacij je res veliko, jasno, ne, na vseh področjih, ampak kvalitetnih informacij pa mogoče niti ni toliko veliko, ne? V smislu na neko kontinuirano delo in kvaliteta kontinuirana načeloma rezultira v take priložnosti, recimo kot je današnja, ki se mi zdi odličen naslov vaše oddaje in tako naprej, ne, sigurno, in hvala za povabilo, ker ravno to, z delom enostavno pol pride do priložnosti, si jih moraš izboriti verjetno, ampak ne mogoče z glasnostjo, ampak z ustrajnostjo. Tudi vaši pogovorni ali pa bom rekla razstavljavski večeri v Šempetru so en tak primer, ne, kako počasi ustraja ta atelje v Šempetru, kaj ne? Absolutno. Atelje v Šempetru je prostor, ki je ravno temu namenjen, ne. Ni bav, se ni treba prideti, ne. To sem včasih so reči, tudi bojijo, ne. Ljudje naj pridejo. Atelje je odprt, je namenjen temu, da ljudje vidijo, kje človek, umetnik ustvari in ustvarja. In to vam je najbolj pregledno, kaj sploh ustvarja ta umetnik, da vidiš cel spekter likovnih del ali pa izdelkov, ne? In vabite tudi različne umetnike? Absolutno. To je v bistvu rezidenčni center na nek način, ki omogoča to, da širimo besedo o umetnosti, ne? Da smo odprti za sodelovanje, za komuniciranje, da na nek način, ne bo neko izobražujemo, ne? Ampak tudi, ne? Da umetnik in umetnost je nekaj, kar je vsakdanjega, kar je lepo imeti.
In to je na nek način tudi neka odgovornost, nas se mi zdi kulturnikov nasploh, da kot najna predhodnika, ne, ples je tudi rabo dolgo časa, da je izobrazil svojo publiko, vzgojil in izobrazil. Ne. Seveda šolstvo tukaj pomaga, seveda in odlično, ampak še naprej. Ne. Pomeni, ko mi dajemo s kulturnimi dogodki priložnosti ljudem, da so v stiku z nami, da nas kaj vprašajo, potem so v bistvu se rajše vračajo in so mogoče bojo tudi kdaj kupili sliko potem. Načeli smo že nekoliko temo tudi uspeha, če rečemo komercialnega uspeha, je včasih tukaj neko dvoumje, oziroma vsi umetniki pravzaprav želijo tega. Vedno. Ja, Vedno. seveda, nekdo mora videti ta dela, ne? Umetnik ustvari Ja. iz sebe, iz srca. In to mora rezultirati. Pa ne vedno, seveda. Ne? Spravi, to je potem pridejo v igro tudi druge sposobnosti ali pa sreča na koncu je tudi zmeram obstaja, ne? Da se ti kakšna vrata odprejo nepričakovano. Ampak dejstvo je, da rezultira to, da je likovno delo dobilo nov dom. Kako vam je pa, ko ljudje recimo ocenjujejo vaše umetnine in ne vem, kot se sam pogosto bojiš, da povsem zgrešiš bistvo, kar je umetnik želel sporočiti? No, dejstvo je, da umetniško delo ali pa serija na koncu ni nikoli samo ena slika, je vedno neka količina likovnih del, je nek koncept, s katerim začnem. Ali pa nadaljujem odprej. In to ima svojo zgodbo. Velikokrat je lahko zelo enostaven koncept in zelo razumljiv in direktno, ne? In nas nagovarja na nekem čustvenem nivoju. To je vedno, to je vedno. Samo je bolj ali manj enostavno razumljivo morda. Ne? In jaz recimo, ko sem bolj figuralik, Maša je bolj abstraktna umetnica, čisto druga svetova, ne? In drugače se bereta. Ne? In to je ta del, ki smo prej rekla, da javnost, publiko oziroma obiskovalce, ko pridejo v atelje, na razstavi to konec koncev tudi slišijo, ne? V besedi povedano, kaj je slikar želel s tem povedati. Ne? Je pomembno. Maša, kaj pa recimo, če spregovorimo o neuspehih po drugi strani, ne? Bi lahko rekli do sedaj, da ste doživeli kakšen neuspeh in kaj ste se naučili iz tega? Oba morda vprašanje. Ja. Jaz sem hotela sam naprej še navezati v smislu, da komercialni uspeh v bistvu na nek način omogoča tudi svobodo umetnikov. Tako da to je tisto največ, kar da, verjetno. Ne? V smislu potem imaš svobodo še ustvarjati naprej na svoj način. Ne? Če ne, pa je to toliko težje, ne? Vzdrževati prakso v celotu, recimo vse stroške ateljeja, materialov, vseh poti in vsega zraven, ki pride. Ne? Ja, neuspeh je v bistvu, o tem sem razmišljala, kaj je v bistvu uspeh ali pa neuspeh, sploh takole na področju umetnosti bi pomenil meni osebno, zato ker tudi na splošno ne vem, kako bi to definirali, ne? Ker tudi uspešna prodaja ni nujno, da si ti zelo zadovoljen bil sliko, ali pa kakšna odlična likovna dela, res kvalitetna recimo, tudi po mojem mnenju imam jaz še zmeri doma, in tako naprej, to pomeni, ali pa kakšna razstava. Ampak to ni neuspeh, verjetno. Vse zato, tako da to ni, mogoče bolj, da kdaj se mi zdi, da sem mogoče malo premalo investirala v kakšen projekt, ali časa, ali pa tudi financ, v smislu, da bi bolj glasno nekaj izpostavila, eno sporočilnost, to mogoče in potem, ko gre neka priložnost mimo in mimo, ne? Ker mi, recimo slikarji akademski, imamo priložnost, da v javnem prostoru se predstaviti, ne, mislim, odvisno ali pogosto ali ne pogosto, ampak ko imaš to priložnost, jo moraš izkoristiti, ne, takrat povedati vse, ne, ker v atelje seveda stranke ali pa ljudje lahko pridete kadarkoli, medtem ko v galerijo je pa takrat, kot je razstava, v tistem terminu, ne. Je omejeno gledano, spoznavanje umetnika, ampak neuspeh je tudi na nek način izkušnja, nova izkušnja, ki te preusmeri iz morda začrtane poti, ki si jo imel. Ne? Skratka, ne smemo gledati, da je to nekaj slabega. Ne, je šola, je nova učna pot. Kot sva lepo razmišljala, ne, je v bistvu okvir okoli slike. Ja, res je. Prej ste omenili, da seveda komercialni uspeh prinaša neko svobodo. Kako je pa pri nas recimo z zagotavljanjem nekih finančnih sredstev strani javnih institucij ali pa zasebnikov, koliko se je treba boriti? Jaz bi rekla, da prav zagotovljeno ni nič, ne, kot je... Ne pade z neba, seveda. Ne, in tudi to je del podjetništva, ne, da je v bistvu ves čas na trgu in se za priložnosti boriš, prijavljaš svoje ideje, probaš čim bolj skomunicirati, na nek način umetniki smo dovolj občutljivi na realno stanje, da želimo odraziti, izraziti,
kaj se trenutno dogaja, dati relevantne projekte ven, ne, za družbo. Recimo, ko sva lani v času EPK-ja izvedla tiste Art Cycle, recimo zelena mobilnost in urbana umetnost in tako naprej. To pomeni, se probaš prilagoditi z idejami tudi, da bi uspele na javnih razpisih. Ali pa želiš ljudi navdušati, da bi bili tvoji podporniki, da bi večkrat se vračali, ali pa kakšni večji investicijski projekti, da bi vključili umetniška dela in tako naprej. To pomeni različni pristopi. Klemen, Maša, prejle sta omenjala, da se že odpravljate v tujino, v Romunijo, no, skratka, da veliko razstavljate v tujini, je razbrati tudi iz vaših življenjepisov oziroma iz vaših dosedanjih, bom rekla tako, ustvarjanj, pa tudi razstav. Kakšna je razlika, recimo, med tujino in Slovenijo, če se dotaknemo prav te naše teme podjetništva in umetnosti? So bolj podjetni? Odvisno od države, bi rekel jaz, ne? Ampak torej je vezano seveda na standard države in posledično je tudi kultura malo više na lestvici. Koliko ljudje tudi sami tako, mislim, kupna moč spremljajo. Je večja na nek način, posledično, ampak je dejstvo, da kot tujc si zanimiv. Isto kot pri nas. Tujc, ki pride v Slovenijo, tudi vsi naši tujci, so bolj zanimivi kot nek lokalni slovenski avtor. Zato, ker je pač tujc, je nekaj novega, nekaj bolj zanimivega. In isto smo mi v tujini, ne? Dejstvo pa je, da je to vse posledica vsega tega, kar se počne na vseh področjih, in festival Art Circle, in Art Cycle, ko sva imela, in tako naprej, ne? Art of Nature na Lokvah, recimo, ne? V Čepovanu, pa Wooden Stone na Lokvah. To so vse festivalčki, del Art Circla, ki sva jih ustvarila in jih peljala. Nekako začelo se je, recimo temu, že pred vrsto leti s kulturno-umetniškim društvom Manifest in s že pokojnim žal Edkom Tuto se je zavrtel ta krog umetnosti, oziroma pravite, da je festival Art Circle, je to tudi znamka. Maša, vi boste bolje povedala nekaj na to temo, torej, kaj vse se je v teh letih premaknilo na tem področju, če govorimo samo z vidika prepoznavnosti tega projekta? Jaz bom omenila samo te novosti, ja. Potem, ko sva začela bolj aktivno na tem delati, sva mogla prestrukturirati določene stvari in prva je bila sigurno znamka, da se je v bistvu to poenotili z mednarodnim trgom, ker community, torej umetniški svet, ima zelo dobro definirano, kaj pomeni umetniška rezidenca, koliko časa traja, kakšni so pogoji, svetovno gledano je to povsem urejeno, to z evropskimi razpisi in tako naprej. Kolegi torej iz tujine to dobro poznajo, tako da smo mogli se temu prilagoditi. To ni več, to ni nek slovenski fenomen, enostavno je nekaj, kar umetnosti čisto lepo obstaja. In zaradi tega sva videla, da ta oblika, ki jo delava ali pa želiva delati, je festivalska. Zato je to festival, mednarodni festival vizualnih umetnosti in je Art Circle International, ki ima potem tudi na drugih lokacijah, v drugih državah se pod drugačnimi pogoji poteka. V Sloveniji na določen način, tudi čez mejo, za mejci smo zelo ponosni, da delamo v bistvu ob tej seveda obmejni regiji tudi z njimi, aktivno, res že vrsto let. Potem v Avstriji recimo je drugačna oblika, ki je drugje enako v drugih državah, tako da delamo na tej prepoznavnosti, torej z logotipom, z imenom, z načinom delovanja. Zdaj mogoče začetke ali pa kako se je pa to spremenilo? Spremenilo se je dejansko, da smo sprofesionalizirali malo. Prej je bilo malo bolj tako prijateljsko, umetniško. Ne umetniško podcenjujoče. Ne, sploh ni. Je pač nek začetek, ki se je začel v mali vasici v Medani, v Brdih, pri Aleksu in Urošu Klinec in za majhne kleti 5 prijateljev umetnikov, ki je začelo ustvarjati. In iz tega leta 97 se je to razvijalo in se je večalo, širilo in vedno več ljudi v okolici, vinarjev v tem primeru, se je začelo zainteresirati, da bi tudi oni želeli sodelovati. In tako naprej smo pripeljali do take točke 2011, ko smo rekli, zdaj ta klasična kolonija, kot se še vedno pri nas imenuje, nažalost smo rekli, je treba stvar sprofesionalizirati za tega, ker pač sodelujemo z mednarodnim
krogom umetnikov in smo rekli, da morda na višji nivo. dvignemo Ja, nivo, tudi na bolj transparenten način, ne, izbor umetnikov, mora biti žirijo, Seveda, strokovna nagrada. izobrazba je potrebna, zaradi tega, da potem te umetniška dela, ki ostanejo v likovni zbirki, da so relevantna, da tisti, ki vlaga v to in pač upava, da vedno več ljudi, a ne, se bo počutil kot mecene umetnikov, da se s svojim doprinosom tudi finančnim in časovnim, sigurno, pristopijo k tej zadevi in v bistvu postanejo ena od umetniških rezidenc in s tem, ko dobijo umetniško delo na posodo v zbirki, da ima določeno vrednost na trgu. Tako da to pa je ta poslovni moment, o katerem se tudi danes pogovarjamo. Tako, ja. No, pa tudi nagrada Edka Tute prinaša neko novo vizijo ali pa bomo rekli, ne? Poklon. Tako, To je poklon. bil dejansko poklon Edkotu, ker Edko je bil tisti, ki je začel to zgodbo in je mene v to zgodbo povabil. In kljub vsemu 10-letna razlika v letih pomeni, da sem se veliko od njega naučil, ne? In sem lahko nadaljeval. Na srečo je prišla Maša. Ne, Je ista razlika. In je ista razlika v letih. Nekako imamo red. Je red, Imamo red tudi v v tem temu. festivalu. Ampak je ratelo tako, zelo spontano, zelo v redu in Edko Tuta je zaslužen. In To- sedaj letos že 15. leto, torej se bo še kam širil ta festival, že Pred sedaj kratkim se smo vrti. ugotovili, da je 15 let. Tako računala sva za en razpis in sva ugotovila, da je 15 Širilo se bo let vedno, konc koncev vedno je bil namen, sicer da obkolimo nek teritorij, v tem Okej. primeru, ne, vinski, ker se je začelo v Bardih, Z se pravi, vinom. in ampak ta krog se samo veča, ne. Bo zajel celo Slovenijo? Tudi, ma ne samo Slovenija, saj se menimo tudi že v Mehiki, se menimo že v Braziliji, se menimo že na Kitajskem. tako Sem da- kolegom, umetnikom, tujcem je namreč zelo simpatičen ta način, tako da se radi odzovejo. Tako da dokler bo v bistvu tudi od njih odziv, ne, od umetnikov profesionalnih, od takrat lahko delava. Ko v bistvu, ko bodo oni nezadovoljni, mogoče tudi se bojo stvari se malo vsem spreminjajo. Umetniki ratojo malo bolj zahtevni, tako da finance so tukaj vsem velik izziv, moram reči, za projekcijo. Koliko pa je po vajni oceni ta goriška javnost naklonjena umetniškemu delu oziroma nakupovanju, tudi takole bom rekla, koliko smo disciplinirani za obisk različnih umetniških vsebin in morda glede na to, da je za nami to leto Evropske prestolnice kulture, je tudi to, kaj je odprlo za umetnike? Kdo? Ja, seveda je, absolutno je. Konec koncev je ena velika kulisa, svetovna, ki posledično seveda pritegne tudi oči na nas. To ne pomeni, da bo od zdaj naprej samo teklo, ne, ker pač nikoli ni. Kljub vsemu umetnost ali pa kultura ostaja na nek način nizko na lestvici pri nas še vedno. Tako da, ampak to ne izključuje tega, da mi počnemo in bomo počeli, bova počela naprej, kar sva do sedaj počela. Ne? Tako da izkoristila bova seveda kakšno povezavo več, morda kakšna naklonjenost več. Ne? Se pravi, da so vseeno, govorimo zdaj lahko tudi javne inštitucije, da so malo bolj naklonjene temu, ker je ta Evropska prestolnica kulture to morda na nek način dvignila. Ne? Pa se mi zdi, da recimo prepozno spoznamo umetnika oziroma ga promoviramo šele, ko je recimo, ne vem... Bog ne dej. Bog ne dej, Ja. tako, ja. Ampak Ja. dajemo pozornost šele takrat. To so bila pa res velika dela. Ja, veliko novic je o tem. Ja. Torej, novica, ko je umetnik preminil. Ne? Ja, Tako da ja. mi dva bi nagovarjala, da recimo gledano zdaj poslovno, ne, se splača kupiti dela mladih umetnikov ali pa takih mladih umetnikov, ki perspektivno delajo. Torej, zgleda, da bodo delali še naprej. Ne? In potem čakati. Ne, z investicijo ne, in potem ali uživati v tem umetniškem delu ali pa načeloma kasneje prodajati. Ne. Ja. Tako da vrednost umetniškega dela, ne, to tudi jasno narašča, ne, torej ne Nikdar pada. ne izgubi, ja. Tako to je razlika z nakupom avtomobila, ne, ki izgublja vrednost takoj ob nakupu, ne, ali pa kaj se omenil Kuhinja. kuhinje, montažo kuhne. Tako da to je razlika, je pa v procesu kompleksno, nakup slike izpada kompleksen proces, od tega osebnega odnosa s stranko do prilagajanja željam, do umestitev v interjer, recimo, to je nekaj, kar mi kot umetnika tudi delava, recimo, sva skozi leta to spoznala, da se
da je v bistvu zelo lepo, če imamo priložnost vstopati v dom ali pa v hotel ali pa predlagati tudi pozicijo umetniškega dela. Ali pa tudi neka tržna niša mi diši. Svetovalno, ja. Tako da to je nekaj še dodatno, namreč težko v ateljeju, ko vidijo mogoče 100 slik ali pa 50 slik, se odločijo za točno eno pravo, da so prepričani. Ne? To je zelo težko. No, pred meni bi bilo, no? Seveda. Maša, pa še vas vprašanje, kako menite, da je Evropska prestolnica kulture z vsemi projekti spodbudila to področje, bom rekla tudi naklonjenost ljudi, da obiščejo kakšno umetniško delo oziroma razstavo? Ja, jaz sem mislim, ponudba, opazila sem, ne? Ponudba je bila zelo raznolika in kakovostna in torej ljudje so imeli možnost obiskati vse te dogodke. Ne? Tako da jaz upam, da so jo izkoristili. Sem videla tudi kakšno novo publiko, tudi na naših dogodkih, tudi na drugih nove obraze in zdaj upam, da jih bomo še srečevali, ja? Da jih bomo obdrževali, tako da ne bo v bistvu ta volja do obiskovanja kulturnih dogodkov, da se ni izpela, ne? Da jih nismo zmatrali, da jih ni kultura zmatrala ljudi, pa da bo letos pol. Ne? To pa res upam zdaj, ker leto po Evropski prestolnici kulture se mi zdi za nas kulturnike tudi, ne bo nekaj še bolj, ampak mogoče, ja, za nas osebno ustvarjalce, ne za regijo, še bolj pomembno, ker v bistvu zdaj prihajajo odzivi, kako naprej. Ja, tako. No, recimo nekatera področja pa so vendarle bolj prepoznana, če rečemo tukaj obisk gledališča je pri nas že neka ustaljena, ali pa bom rekla pri nas, tako nasplošno je bolj neka redna dejavnost, če tako menim, ali pa redni hobi, medtem ko recimo ostale stvari, obisk kakšnih razstav, pogovornih večerov, to si še malce utira pot. Manj je tega. To je stvar, manj je tega, ne? Se pravi, gledališče ali pa plesne predstave so vseeno stvar, ki je pač malo večji event, dogodek je, ne? Dočim razstav, če gremo prav v Novi Gorici, ni veliko, ne? V Ljubljani je veliko več razstavišč, torej veliko več možnosti. Pa vsem, zdaj kultura je razvejana, ne. Mi da za hec včasih v pripravah na kakšne pogovore pogooglava ali pa v slovar pogledava pomen besede, ker kultura se nama zdi izredno izrabljen pojem, beseda, na vseh področjih, kar že radio, pa umetnost pol tudi. Zdaj, paradna disciplina umetnosti je, ne, po SSKJ-ju je vizualna umetnost in od nje slikarstvo. Tako da to seveda definicija je meni všeč, ne, v SSKJ-ju, tako da na nek način to se pa ne odraža v praksi, ja. Ne plačujemo za obiske razstavne, kot za koncert, recimo, ker so vstopnice za gledališče. Tako da tle je vizualna umetnost nekako vseeno sistemsko zadaj, ker mi moramo dejansko potem, dogodek je zastonj, je brezplačen, moramo pa na nek način prodati pa likovno delo, da pridemo na, ne, tudi je cela ta mašinerija zadaj kot za produkcijo gledališke predstave. To je predsodek, da umetnik se lahko prodaš likovno delo, pa imaš denar. Ja, sem dejansko treba, ne. Ja. Kako pa se odpraviti po nakup slike, po nakup v galerijo? Recimo, ko pride knjižni sejem, vsi vemo, da bomo takrat nakupili nekaj več knjig. Ampak recimo, ko vstopimo v galerijo, ne, pa nismo tako prepričani, kaj bomo dali, 500 evrov, 5000 evrov, kako je tudi ta strah prisotna recimo pri obiskovalcih. Kaj menite? Je predsodek, ampak to pomeni, da je neko določeno spoštovanje do likovnega dela, do umetnika. In zato si mislijo ljudje, da morda je to nek zelo drag špas, ne? Dočim edina rešitev je, da se pogovarjaš, komuniciraš z umetnikom. Na razstavi v vsakem primeru imaš priliko, če priješ na otvoritev, v atelje pa sploh je najbolj idealno, ker imaš tam veliko več časa in je 1 na 1 in se pogovarjaš in se meniš in najdeš, vsak bi najdu v ateljeju nekaj. Ja, jaz bi rekla radovedno, ne, radovednost je fajn, pogum in mi se zelo radi družimo, povemo, kaj o svojem delu, ne. Niste pa užaljeni, če vam kdo reče, recimo, to bi 100 evrov. Ne, nobene stvari ne, no, se ponavadi niti, ne, sigurno je pa lahko debata tudi o vrednosti dela, zakaj je taka, Obama izkušnja tudi z galerijami, tudi s tujino, tako da so tudi neki vrednostni sistemi postavljeni že, zakaj, kaj tudi kjer mediji, koliko vreden, ne, risba, slika, fotografija, kip, v katerem materialu. Tako je kar vsem to področje ima, vsem profesionalca, da veva, kako tudi zagovarja določeno ceno, no. Ampak predvsem je pa fajn spoznati kupca, kaj si želi, mu kaj več povedati, ali pa če kuratorji ali pa galerije to delajo, no, tudi skupaj z nami.
No, ker nas čas že preganja, čakam vaju še zadnje dejanje, se pravi odgovor na vprašanje, ki ste ga zastavila naša prejšnja gostja, Nastja Bremec-Rinja in Mihal Rinja, pa kar izberita sama, kdo bo odgovarjal. Vsak ena. Od nas bom jaz, ker imam občutek, da imam pameten odgovor. Uroš, prosim za vprašanje. Kam vidite, da bo šla umetnost v naslednjih 10, 20 letih z takšnim napredkom same tehnologije? No, glede na to, da je moja dejavnost ali pa najna dejavnost slikarstvo, klasična veja umetnosti, bi lahko tudi ni vprašal isto. Kaj pa ona dva mislita? Zame je to le eno orodje, absolutno, ki pač je, kot je bila fotografija, ko je bila izumljena. Orodje. Saj tudi obstajajo že recimo umetniki, ki ustvarjajo s pomočjo umetne inteligence oziroma različnih orodij. Absolutno, nesmiselno bi bilo to negirati ali pa zbrisati ali pa zanikati, ker je pač plus. No, še vprašanje Mihala. Kje je lahko lažje ustvarjati umetnost v Ljubljani ali izven centra? Ja, kje je lažje ustvarjati? Ja, zanimivo. Lažje. Kaj je lažje? Ja, kaj je lažje? Zdaj v Ljubljani... Kaj je lažje, prodreš, postaneš... Tam je tudi več konkurence, je pa tudi več priložnosti. Tako da, prvo vprašanje. Zdaj, recimo, za najem ateljejskega prostora bi rekla težje. Zdaj, torej začetek procesa, atelje. Potem za druženje z kolegi pa lažje, je pa več ponudbe. Tako da je zelo odvisno. Zelo odvisno. No in še vaju bo, seveda, bom rekla, kar ta čast čakala. Imate vprašanje za naša naslednja gostja? Kdo pa sta naslednja gostja? Imamo dve imeni, tako da ne bom še govorila za 100%, tako da gotovo pa bosta umetnika oziroma ena izmed umetniških področji. No, če vama nič ne pade na pamet? Ne, spontano ne. Dobro, se pravi, za konec bom torej rekla hvala in uspešno naprej. Hvala za obisk v studiu, hvala za pogovor, veliko energije, veliko kreativnosti in uspešno pakiranje kovčkov, ker vem, da se odpravljate, kaj ne? Hvala za priliko. Hvala lepa, hvala. Hvala pa tudi Urošu Simčiču za moderiranje in hvala vam, ker ste bili z nami in ponovno na videnje in na slišanje prihodnji torek. Koraki do uspeha. Korake do uspeha podpira podjetje Spintek in direktor ter lastnik Goran Miškolin, častni pokrovitelj oddaje.